Dober dan in dobrodošli na današnjem webinarju. Današnja tema je eno ključnih vprašanj sodobnega poslovanja, kibernetska varnost dobavne verige. Zaradi vse večje povezanosti sistemov in avtomatiziranih procesov napadalci podjetja ne vdirajo več neposredno, temveč prek partnerjev in dobaviteljev. Zato Evropska direktiva NIS2 od podjetij zahteva, da redno ocenjujejo in obvladujejo tveganja, povezana z zunanjimi izvajalci in pogodbenimi partnerji. Na današnjem srečanju bomo spoznali, kako se tega lotiti v praksi. Z nami so kar trije strokovnjaki iz Telekoma Slovenije. Ivana Žolgar-Olenik, strokovnjakinja za kibernetsko varnost, Boštjan Vrečko, vodja informacijske varnosti, ter Klemen Albrecht, vodja skupine za IP podporne sisteme. Srečanje bo trajalo približno 40-45 minut, sledil pa bo tudi kratek Q&A, zato vabim vse udeležence, da svoje vprašanja že sproti zapišete v klepet. Pripravili smo tudi dve kratki anketni vprašanji, ki vam ju bomo zastavili med srečanjem. Veseli bomo vaših odzivov, saj nam bodo pomagali še bolje razumeti vaše izzive in potrebe. Rezultate pa bomo tudi sproti komentirali. Tako, za uvod besedo predajam Ivani, ki bo osvetlila, zakaj je obvladovanje tveganj v dobavni verigi danes ključno. Ivana, izvoli. Ja, dober dan in lepo pozdravljeni, Alja, najlepša hvala. Ja, današnja tema je zelo zanimiva. Jaz upam, da se vidi tole, kar jaz delim. In rezultat je mogoče, naslov je mogoče malce provokativen, da napadalci ne vdirajo več, ampak dejansko se prijavljajo z gesli vaših partnerjev. Zakaj temu tako? Enostavno je lažje za napadalce, če pridejo do podatkov, enostavno z nekim phishing napadom, z neko zelo enostavno potezo priti do podatkov, ki pa mu potem odprejo vrata v celotno vaše okolje. In če gledamo v zgodovino, kaj se je pravzaprav dogajalo z kibernetskimi napadi, vidimo, da so ti čedalje bolj pogosti v smislu, da prihajajo iz strani dobavne verige. Ali jaz bi samo preverila, ker ne vem, če vidim, da se deli tale moj ekran Notepetja? Se. Aha, se, v redu. Pol se pa opravičujem, ker bom mogoče gledala še na kakšen drug ekran. Notepetja, nekateri se ga mogoče spomnite iz leta 2017, praktično je ocena, da gre za najdražji kibernetski napad v zgodovini. Dejansko je šlo za tako imenovan Viper virus oziroma napad, ki je izbrisal celotno vsebino napadenih računalnikov. Šlo pa je za to, da so napadalci zlorabili računovodski program Medoc, ki je bil najprej v uporabi v Ukrajini in je bil napad targetiran kot napad na ključne ukrajinske organe, infrastrukturo, ampak dejansko se je zaradi svoje značilnosti ta zlonamerna posodobitev, ki je vsebovala trojanca, razširil po celem svetu in posledica je bila, da je prišlo do več kot 10 milijard dolarjev škode. In zanimiv je tale nabor podjetij, ki so bila pri tem res zelo oškodovana, napadena. Če gledamo Merck, velikanski, ki zagotavlja ogromno farmacevtskih storitev oziroma proizvodov, je s tem izgubil možnost nadzora nad svojo proizvodnjo. Potem Maersk, ki je danski največji ladjar na svetu, dejansko v enem mesecu ni mogel kontrolirati prevozov svoje opreme po svetu. Enako je napad vplival na FedEx, oziroma pri nas TNT, ki je imel ogromno škodo zaradi izpada svojih sistemov, potem se je obrnil tudi dejansko na Ruse nazaj, na Rosneft. In če tako
gledamo, rekla, najbolj takšno zanimivo, tisto, kar smo vsakodnevni potrošniki, ne, tisto, kar imajo naši otroci najbolj radi, Milka, Oreo, ne, prizadet je bil tudi tisti proizvajalec hrane, ki proizvaja Milko in Oreo. Dejansko vidimo, da lahko takšen napad povzroči ogromno škodo in predvsem ima ta tako imenovan multiplicirajoč učinek. In število napadov na dobavno verigo zelo narašča. In če pogledamo sam tale seznam, ki je značilen za zadnja leta, vidimo, da je količina teh napadov vse bolj pogosta. Če začnemo v letu 2020, je bil tudi eden od teh najbolj znanih napadov SolarWinds, kjer je šlo prav tako za kompromitirano posodobitev in je imel res zelo, zelo globalen vpliv. Potem imamo pa celo serijo napadov, ki so vplivali na proizvodnjo, se pravi Toyota v leta 2022 je bila prisiljena ustaviti proizvodnjo v svojih 14 tovarnah na Japonskem, ravno zaradi napada preko enega od njenih dobaviteljev. Potem Airbus je imel škodo zaradi odtekanja osebnih podatkov dobaviteljev, ker je do njegovega sistema dostopal napadalec preko kompromitiranega računa Turkish Airlinesa. Potem je v lanskem letu zelo odmevala kršitev oziroma vdor na podatke preko Movit oziroma Klop, kjer je bilo udeleženo kar 2700 organizacij in je bilo odtujeno 93 milijonov osebnih zapisov oziroma podatkov. In pa potem v letošnjem letu se mi zdi, da se je kar zgostilo. Marks & Spencer, se pravi res ikonična britanska veriga, ki je doživela napad preko TCS-ja, preko svojega dobavitelja in pa v zadnjih mesecih, zadnjih 2-3 mesecih, eno je Salesloft Drift, ki je vmesnik za umetno inteligenco, kjer je bilo prizadeto kar 700 podjetij in ogromno od tega teh takih znanih, ki jih poznamo in koristimo njihovo opremo od Zscalerja, Palo Alto in podobni. Potem sploh v zadnjem mesecu se mi zdi, da odmeva Jaguar Land Rover, ki je bil prisiljen ustaviti svojo proizvodnjo za en mesec, kar ni samo prizadelo njega, ampak dejansko vse njegove dobavitelje, ki mu dobavljajo just in time in so dejansko morali ustaviti svojo proizvodnjo, se pravi, tudi njim izpadel dohodek za eno lepo obdobje. Ravno tako pa ste se lahko srečali s tem, tudi če ste recimo potovali v avgustu oziroma v septembru, ker je šlo za napad na programsko opremo pri check-in na letališčih, ki je povzročala zelo dolge vrste na posameznih letališčih v zahodni Evropi. Skratka, potem lahko vidimo, da ranljivost pri enem samem zunanjem ponudniku, bodisi kakršnakoli že je, lahko povzroči verižno reakcijo v celotnem ekosistemu. In tako kot že rečeno, bolj kot smo povezani, smo dejansko tudi bolj izpostavljeni. In zato se je krepitev notranje obrambe podjetij bila prisiljena preusmeriti na to, tam, kjer smo najmanj ščiteni, se pravi na dejansko tisto, kar imamo najmanj vpliva na naše dobavitelje, partnerje in ponudnike storitev. In če gledamo, je leta 2024 kar 35,5% vseh vdorov izviralo iz področja tretjih oseb. Gre namreč tukaj za raziskavo Security Scorecard, ki je v svojem poročilu za lansko leto ugotovil, da je sicer ta porast količine napadov nekje 6,5%, če pa gledamo, pa vemo, da povezano s škodo, povezano z odmevnostjo in vsem ostalim, to zavzema znaten delež napadov, ki so bila lani zelo odmevni in se je o njih ogromno govorilo. Ravno tukaj bi vas jaz povabila na eno izpolnjevanje ankete, ker nas zanima, koliko od vas je pravzaprav zavezanec po ZINF oziroma DORA, ker če gremo gledat, kaj je pravzaprav rezultiralo, da se je NIS2 direktiva pričela v letu 2022
pripravljati v novi verziji. Dejansko eno je to, da smo doživeli bistveno drugačno realnost z covidnim zaprtjem in z vsemi problemi, ki so bili povezani s tem, da smo šli na virtualizacijo in pa s tem, da je količina napadov, tudi če gledamo preko dobavne verige, postajala vse večja. In razlog se je potem prenesel v to, da se ugotovilo, da je v bistvu prejšnja NIS direktiva bistveno preozka, premalo gleda na ranljivosti dobavne verige in zato se je pričela pripravljati tako imenovana NIS-2 direktiva, iz katere izhaja naš zakon o informacijski varnosti. Torej, vas povabimo, da nam sporočite, ali je vaše podjetje zavezanec po ZINF-1 ali DORA, mogoče pa tudi, da še to ugotavljate, ali ste dejansko zavezanec ali ne. Tudi to je eden od takšnih pomembnih podatkov. Pa če gremo pogledat nazaj, ta čas, ko vi glasujete, nam sporočate, dejansko, ja, kot sem povedala, gre za povezavo z zakonodajo, ker so bili rekla, vsi deležniki prisiljeni ukrepati glede na količino napadov, ki se je bistveno povečala in tukaj je en tak ilustrativen graf, da kar recimo polovica vseh napadov Oprosti, jaz sem podrla, veš, ker sem to skušala jaz deliti. Če lahko ti deliš ponovno. Delim ponovno. Evo, jaz upam, da se vidi. Kar polovica napadov na recimo ta maloprodajo in podobne dejavnosti izvira iz dobavne verige. Potem nekaj manjši delež je v tehnologiji, v telekomunikacijah in v ostalih podobnih dejavnostih, ampak ne glede na to, recimo, da so nekatere dejavnosti manj izpostavljene, to ne pomeni, da se ta napad takšnega načina ne more pri njih dogoditi, ampak gre samo za to, da vemo, da na vsakem primeru smo zelo izpostavljeni, da je potrebno razmisliti o zaščiti, na kar nas pa navaja tudi NIS-2 in pa nekatere tisti, ki so zavezanci, tudi DORA. Če gremo gledat čisto vsebinsko, kakšne so zahteve zakona o informacijski varnosti glede dobavne verige, če beremo dobesedno, je tukaj je že prva točka, ki o njej govori strategija kibernetske varnosti in to je res na prvem mestu, kar pomeni, da je res tudi EU prepoznala pomembnost tega področja. Govorimo o obravnavanju kibernetske varnosti v dobavni verigi proizvodov in storitev IKT, kar pomeni, da je to mogoče najpomembnejša politika, ki jo je potrebno v okviru strategije kibernetske varnosti pripraviti, ko boste pripravljali dokumentacijo za skladnost z ZINF-1. In če gremo pogledati potem naprej, konkretne zahteve, se pravi, da se varnost dobavne verige določa oziroma opredeli z določitvijo ustreznih minimalnih zahtev, ki so povezane z informacijsko in kibernetsko varnostjo za tiste vaše ključne dobavitelje ali ponudnike storitev. In potem tudi to, da mora biti pri presoji in izvedbi ustreznih varnostnih ukrepov upoštevano, kakšne so tiste specifične ranljivosti za tistega vašega ponudnika in pa, da je potrebno od njih zahtevati vrsto ukrepov, vključno z njihovimi varnimi razvojnimi postopki. In seveda potem pa sledi tudi ugotavljanje, kateri od tistih postopkov so ustrezni in primerni, ko jih enkrat izvajamo. Skratka, če pogledamo, kako je s koraki za zagotavljanje varnosti dobavne verige, v bistvu obstaja neka, bomo rekli, lista, ki izhaja iz ENISA dokumenta, ki nam pomaga lahko pri izvedbi ukrepov po ZINF oziroma po NIS-2 in nam svetuje naslednje. Eno je to, kar smo že govorili, se pravi, pripraviti politiko varnosti dobavne verige, ta je itak obvezna, da je potrebno imeti v pisni obliki in mora biti odobrena s strani vodstva in seveda temeljiti na najboljših praksah in na zakonodaji.
hkrati mora pa ta politika odražati vse to, kar mi dejansko v praksi počnemo. Se pravi, to so pa naslednje točke od kriterijev za izbor dobaviteljev, da jih vrednotimo tudi po kibernetski varnosti, po skladnosti z zakonodajo, po zanesljivosti in pa pogodbenih varnostnih zahtevah, ki jih moramo vključiti v jasne moramo vanje vključiti jasne varnostne določbe, zahtevati ukrepe, kot so multifaktorska avtentikacija, zaščita kot v smislu EDR-ja, XDR-ja, potem poročanje o incidentih in tudi to, da si pridržujemo možnost revizije v njihovem okolju. Dejansko je potrebno in pomembno, da imamo tudi dokumentiran postopek in pregleda, se pravi, ko se odločamo za nekega dobavitelja, ocene in pa potem spremljanja dobaviteljev. Predvsem to, da ker mi v praksi dobaviteljev ne moremo stalno spremljati in kontrolirati recimo z varnostnimi pregledi pri njih, je zelo pomembno, da imamo neko orodje, ki nam omogoča, da stalno spremljamo njihovo oceno kibernetske drže. In eno od takih orodij bi vam želeli predstaviti tudi danes, to je Security Scorecard, o katerem vam bomo več povedali kasneje in vam bo kolega Klemen predstavil tudi kar nekaj takšnih zanimivih praktičnih pogledov na uporabo orodja. In ne nazadnje, ali pa morda na začetku, v bistvu je pomembno, da imamo register dobaviteljev in storitev, ki ima vse podatke o njih, se pravi, ne samo tam enostavno ime in tako, ampak to, kaj nam dobavljajo, kakšna je stopnja tveganja za tisti izdelek oziroma storitev glede na naše procese in pa, ki nam potem tudi opredeljuje to, da vse te dobavitelje redno nadziramo, se pravi, da imamo na enem mestu zabeleženo vso interakcijo in vse, kar se dogovarjamo z njimi. Se pravi, vprašanje je bilo prej, kako pravzaprav pridemo do nekih orodij, ki nam zmanjšajo tveganje v dobavni verigi, ki nas pripravijo predvsem na to, da odreagiramo pravočasno, če se v naši dobavni verigi nekaj spremeni, da mogoče pozovemo dobavitelja, da tiste kritične ranljivosti ustrezno sanira in pa ne nazadnje tudi sami sprejmemo ustrezne tako imenovane mitigacijske ukrepe, ki bodo pomagali, da ne pride do nekega napada, če pa že pride, da se bomo znali na njega ustrezno odzvati. Eno takšnih orodij, ki spremlja, kaj se dogaja v okolju dobaviteljev, v okolju organizacije, Security Scorecard, ki na podlagi zunanjih signalov, ki jih agregira iz različnih zunanjih virov in spremljajo ranljivosti, konfiguracije, tudi mogoče puščanja podatkov, tiste, ki pristanejo na darknetu, izračuna oceno kibernetske varnosti posamezne organizacije. Te ocene se izračunavajo na podlagi vseh teh signalov, ki so razvrščeni v 10 kategorij in so potem te ocene razvrščene od A do F, pri čemer je A najboljša in F najslabša in ta ocena nam nekako omogoča, da na en celovit, poenoten način za vse lahko ocenimo in primerjamo varnostno držo vseh naših dobaviteljev, pa seveda tudi svojo lastno držo. In dejansko je statistično dokazano, da imajo organizacije, ki imajo slabšo oceno, bistveno večjo verjetnost, da bodo tarča uspešnega napada. Čisto konkreten podatek je recimo za najslabšo oceno F, da je kar 7,7-krat bolj verjetno, da bodo tarča uspešnega napada, kot pa tisti, ki imajo oceno A. Jaz pa mislim, da smo ta čas že prišli do anketnega vprašanja oziroma do rezultatov tega vprašanja, pa bi kar predlagala ali da nam mogoče deli rezultate tega, pa bi potem kasneje predala besedo naprej. Hvala. Upam, da se bo videlo, ker jaz nisem bila še nikoli v vlogi prezentatorja in potem, evo, se vidijo. In potem
pol vidite vi moj tale pogled iz ozadja. Ampak je, Ivi, tebe vidijo poslušalci in vidijo rezultate. Super. Ja, zdaj odgovorov sicer res verjetno sklepam, da se še odločate o tem oziroma da vsi ne uspete odgovoriti. Zaenkrat imamo, da je 11 vas tisti, ki ste zavezanci po ZINF2 Dora, ampak zanimivo, da vas je pa kar 4 takšni, se pravi skoraj polovica, ki še vedno preverjate, ali ste zavezanci. Tudi mi v praksi ugotavljamo, da je kar nekaj takšnih situacij, kjer tudi mi ne znamo svetovati 100%, ali ste zavezanci ali ne, ker je zakon v nekaterih točkah dokaj ohlapen oziroma se dejavnosti prekrivajo, nekateri izvajate samo del v svojem podjetju, samo del takšnih dejavnosti ali pa je takšna dejavnost samo del vaših aktivnosti. Vsekakor je pa ena od točk, o katerih smo govorili, res zelo pomembna, ne? In tisto, kar je tudi razlika od prvega zakona informacijske varnosti in osnovnega NIS do NIS2, ravno to, se pravi spremljanje ranljivosti in obvladovanje ranljivosti v dobavni verigi, in to je tisto, kar je pravzaprav tudi osnovna naloga za tiste, ki so že bili do zdaj zavezanec, ki že imajo vpeljane postopke in rešitve in vse, kar zahteva zakon, da se osredotočijo na ranljivosti v dobavni verigi in jih ustrezno pokrijejo. Ivi, mogoče tukaj kar odgovoriva že na prvo vprašanje poslušalca, in sicer, ali gre tukaj govora o dobaviteljih IKT storitev ali o vseh dobaviteljih, ki jih podjetje ima, ne? Gre. Ja, to je bilo tudi eno od vprašanj, ki smo jih tudi mi zastavljali naprej, ker je zakon mogoče po nekje malce nejasno oziroma dovolj ohlapno napisan, ampak če gledamo v praksi, po svoje tudi nek čistilni servis, ki vstopa v vaše prostore in recimo, ne vem, čistilka čisti serversko sobo, lahko vpliva na kibernetsko varnost vašega okolja. Se pravi, on vaš dobavitelj, ker recimo, če niso seznanjeni, kako se pravzaprav ravna v takih okoljih, recimo bo začela brisati, bo nekaj z neko mokro cunjo, bo recimo, ne vem, po pomoti izklopila kakšen stikalo, recimo, da bo potrebovala elektriko za svoj sesalec in tako naprej. Tako da v bistvu, ja, dejansko je treba vključiti vse, ki so naši dobavitelji, seveda pa, ko smo prej govorili o tej relativnosti, se pravi, je potrebno upoštevati, kako je ta dobavitelj za nas pomemben, kakšne so tiste njegove specifične ranljivosti in v tej smeri tudi izbrati ukrepe. Se pravi, recimo za nekatere bomo ocenili, da je dovolj izobraževanja, za nekatere pa so ti ukrepi, ki jih pričakujemo od naših dobaviteljev, bistveno širši. Tako da, ja, v bistvu se nanaša na vse naše dobavitelje, hkrati moramo pa oceniti, kakšen vpliv imajo na našo dejavnost in pa temu ustrezno od njih zahtevati ukrepe. Super. Bomo kar nadaljevali. Jaz bi predlagala, da kar prevzame Evo Boštjan. Lepo pozdravljeni še z moje strani. Hvala za besedo. Evo, samo da jaz tole prezentacijo uspem zagnati. Jo že vidimo. Jo že vidite? Super, evo. Boštjan je naš vodja informacijske varnosti. Zdaj pa tole je vprašanje. Aha, boš kar začel z vprašanjem, najboljš, da imajo dovolj časa. Samo trenutek, nekaj me heca mi ne. Noče priklopiti, samo trenutek. Mogoče toliko poziv vsem, ki ste z nami in vsi, ki ste odgovorili na prvo vprašanje, sledi še eno vprašanje, tako da vabljeni, da kar odgovorite nanj, je pa ista povezava.
Boštjan, tebe vidimo, zdaj pa še prezentacija. Lahko tudi jaz delim, Alja, če je tako bolj. Boštjan, se strinjaš? Zdaj prosim, ker mi Okej. noče preklopiti Evo, na izvoli. predstavitev. Jaz mislim, da sem na tvoji tako, evo, to je bilo vprašanje in zdaj mislim, da je tvoj prvi slajd. Izvoli. Ok, mogoče jaz, da bi pokomentiral tale rezultat ankete. Mene veseli, da nobeden ni odgovoril na zadnje vprašanje, se pravi ne vem, ne. Se pravi, nekako vsi ste že si pogledali zakonodajo, že celo preučili, ugotovili, da ste zavezanec oziroma niste zavezanec ali pa zadevo še preučujete. Zdaj, mogoče jaz bi tukaj predstavil, kako smo se pa tega lotili, se pravi v Telekomu, pa bi za začetek mogoče si pogledali ta regulatorni okvir, ki ga je IVI že izpostavila, se pravi, govorimo tako o NIS2 oziroma ZINF1 in pa o DORA, se pravi, NIS2 govorimo o Network and Information System direktivi, ki so jo morale članice Evropske komisije prenesti, se pravi, v nacionalno zakonodajo. Rok je sicer bil lansko leto oktobra, Slovenija je to naredila letos v juniju in sprejela novi zakon o informacijski varnosti, ki se uporablja od 19.6. naprej. Zdaj, kaj je razlika na stari zakon? Ta močno razširja seznam sektorjev in pa s tem povečuje tudi število zavezancev. Zdaj nekje ocena je, da naj bi v Sloveniji bilo okvirno nekje 1500 zavezancev po novem zakonu o informacijski varnosti, ki jih bomo delili, ki se delijo na bistvene in pa pomembne. Mi kot operaterji elektronskih komunikacij smo bistveni subjekt in v bistvu za nas se določene zahteve, ki so sedaj že veljale po naši področni zakonodaji ZEKom-2, se pravi, sedaj v temu zakonu naslavljajo nekako enako področje oziroma ali pa mogoče malce spremenjen obseg stvari, ki smo jih morali že urediti po obstoječi zakonodaji. Zdaj, mogoče specifika za Telekom Slovenije je tudi ta, da smo tudi izvajalec plačilnih storitev in s tem smo zavezani tudi DORI. DORA je pa Digital Operation Resilience Act, se pravi, je pa direktiva, ki pa je neposredno izvršljiva in DORA velja že od januarja letošnjega leta. Zdaj, mi smo tudi ponudnik storitev Valu in Valu Moneta, se pravi, gre za plačilne storitve in smo tukaj v tem delu neposredni zavezanec po DORI in moramo vpeljati vse te zahteve, tudi te regulative. Po drugi strani smo pa tudi kot ponudnik IKT storitev, predvsem ostalim zavezancem plačilnih storitev, tukaj govorimo o bankah, zavarovalnicah in pa o borzno-posredniških hišah, kjer pa nas te zavezanci za svojimi, bom rekel, obvezami zavezujejo, da izpolnjujemo tudi te njihove zahteve. Gremo lahko naprej. Upam, da nimam še jaz zdaj težav. Evo. Vidimo. Zdaj, jaz bi se mogoče osredotočil, verjetno vas tukaj ni nekdo, ki je, bom rekel, ali zavezanec po DORI, mogoče se motim, ampak verjetno večina od vas je zavezanec po zakonu o informacijski varnosti in to, kar je bilo danes že poudarjeno strani IVI, se pravi, zakon močno naslavlja ali pa poudarja predvsem obvladovanje tveganj dobavne verige. Kar bi tukaj še izpostavil, je to, kar je bilo tudi mogoče tisto naše vprašanje, povezano z našim vprašanjem, namreč zakon zahteva to samo prepoznavo in samo registracijo. Samo registracijo morajo zavezanci, ki so seveda se prepoznali, opraviti nekje do konca leta, 6 mesecev od uveljavitve. Potem pa imajo časa leto in pol, se pravi od junija, to je nekje do konca naslednjega leta, da tudi uskladijo vse te zahteve in ukrepe po novem zakonu. Operaterji in pa
že zavezanci po starem zakonu, imamo tukaj nekoliko krajši rok, in sicer 1 leto. Zdaj, če še ne veste, URSIV je že pripravil spletno stran, preko katere lahko preverite, ali ste zavezanec po novem zakonu ali ne, in preko te spletne strani tudi opravite samo registracijo. Pa če gremo kar naprej. Se pravi, kako smo se tega lotili v Telekomu Slovenije? Mi imamo, se pravi, velik, širok nabor naših partnerjev, dobaviteljev in izvajalcev. Tveganja dobavne verige smo mi že prepoznali pred sprejemom tega zakona in smo jih že, se pravi, naslovili do sedaj. Je pa predvsem z Doro, se pravi, v začetku leta in sedaj pričakujemo tudi z uveljavitvijo novega zakona o informacijski varnosti, vedno več zahtev, tako strani naših strank do nas, po drugi strani pa tudi to so naše zahteve do naših dobaviteljev. Prva stvar, ki smo jo naredili, je bila izdelava analize razkoraka, se pravi gap analiza, glede na zahteve novega zakona, in priprava akcijskega načrta za zagotovitev skladnosti z temi novimi zahtevami. Zdaj, če se osredotočimo mogoče samo na ta segment, se pravi dobavne verige, tukaj smo dopolnili proces upravljanja dobaviteljev v njihovem celotnem ciklu, se pravi, govorimo tako od začetka sodelovanja, od nekih nabavnih postopkov, preko, bom rekel, celotnega pogodbenega sodelovanja do zaključka, se pravi, in tudi priprave nekih izhodnih strategij. Za naše dobavitelje imamo pripravljene vprašalnike, mi jih imenujemo ENISA, ki bolj pokriva zakon o informacijski varnosti, potem imamo DORA vprašalnik, se pravi, za tiste dobavitelje, ki so nam na naših finančnih storitvah dobavitelji, in pa imamo tudi poseben dodatni vprašalnik za minimalne varnostne zahteve za zunanje oblačne storitve. Vzpostavljen je tudi nadzor nad zunanjimi izvajalci in njihovimi dostopi do našega okolja. Tukaj smo v zadnjem obdobju dodatno zaostrili pogoje, kjer od naših zunanjih izvajalcev, ki dostopajo ali preko nekih VPN dostopov do našega okolja, zahtevamo, da imajo na svojih delovnih postajah, se pravi na računalnikih, nameščeno ustrezno varovanje končnih točk, se pravi EDR, XDR zaščito. Drugače jim takšen dostop v naše omrežje ne dovoljujemo. Pripravili smo tudi aneks z vključenimi varnostnimi zahtevami izpolnjevanja zahtev, skladnosti z zakonom o informacijski varnosti in DORA, gre za 2 ločena aneksa, in pa redno spremljamo skladnost s temi zahtevami in izboljšavami. Namreč vsi naši dobavitelji tudi ne izpolnjujejo vseh zahtev skladnosti, zato za recimo tiste zahteve, ki niso izpolnjene, določimo tudi roke, da se zavežejo, da jih bodo, se pravi, te ukrepe pri sebi tudi zagotovili. To izvajamo z že omenjenimi vprašalniki, z dokazili, ki jih zahtevamo od njih. Imamo tudi možnost izvajanja zunanjih revizij, kolikor to že ni urejeno v obstoječih pogodbah, to urejamo s temi omenjenimi aneksi. In po zadnjem času se poslužujemo tudi rešitve Security Scorecard, predvsem za avtomatizirano spremljanje in pa neko oceno naših dobaviteljev. Pa bi vas zdaj mogoče kar povabil še na drugo vprašanje, se pravi, v katerem bi poskušali odgovoriti, ali že tudi sami izvajate kakšne ukrepe pri svojih dobaviteljih z nekimi vprašalniki, jih ocenjujete, spremljate,
izvajate kakšne druge tehnične kontrole, imate stvari pogodbeno urejene in te varnostne zahteve določene v pogodbah, karkoli od drugega ali pa nič od tega. Ja, tudi jaz upam, da ste že vmes glasovali. Alja, mogoče imamo že rezultate? Je že kdo vmes prej? Ne. Alja, ne slišimo te? Pardon. Evo, dajte pa. Samo dva sta se opogumila in se prebila v naslednji krog, bomo kar delili. Če ne, vas pa pozivamo, da vmes še delite vaše dobre prakse, ker je kar nekaj, bom rekla, tistih točk, ki jih je potrebno pokriti. Dejansko, če hočemo biti skladni z ZIMF-1, pomeni, da moramo praktično glede na ranljivost naših dobaviteljev, glede na specifike, koliko smo od njih odvisni, določiti ukrepe. Jaz mislim, da jih je Boštjan zelo ilustrativno prikazal, tako da jaz upam, da se boste opogumili pa povedali tudi vi vaše izkušnje, kakšne ukrepe uporabljate. Zdaj upam, da to ne pomeni, da praktično še ne izvajate nobenih takšnih ukrepov, mogoče pa to samo ni vaše področje, ki ga pokrivate v vsakem primeru. Alja, mogoče, če še vrneš nazaj na tisto kodo, da mogoče še, če kdo ni uspel poskenirati vprašanja. Okej, mogoče... Drugače pa ja, se pravi, po moji oceni, najlažje so, da se preveri z nekim vprašalnikom, kjer se uporabijo lahko neke dobre prakse standardov z tega področja, predvsem tukaj ISO 27001, kjer imamo dejanski nabor vseh teh kontrol in se določi mogoče ključne, ki jih vi ocenjujete pri vaših dobaviteljih, da bi jih morali tudi izpolnjevati in potem to preverite s tem vprašalnikom, z neko samo oceno, kako dobavitelj zagotavlja, se pravi, te ukrepe in pa obvladuje tovrstna tveganja. Tako da to je po moji oceni najlažja ali pa najhitrejša pot. Seveda priprava nekega aneksa zahteva malce več časa, je potem to se tudi potrebno uskladiti z vašim izvajalcem, je pa potem to, se pravi, tudi neke vrste pravna obveza, ki jo pač mora potem kot pogodbene ostale obveznosti izpolnjevati vaš dobavitelj oziroma zunanji izvajalec. Še vedno ostajamo pri dveh rezultatih. Imamo pa tukaj več odgovorov na prvo vprašanje. Mogoče... Alja, jaz bi predlagala, da gremo mogoče kar naprej z vsebino, ker nas čaka še kar nekaj vsebin od, bomo rekla, čisto konkretnih vprašanj, kar se tiče. Pa bi kar vprašala, Klemena, boš ti delil svojo predstavitev ali kar jaz delim? Boš ti? Bom jaz poskušal, ja, upam, da bo šlo. Vidite, ne? Super, vidimo. Lep pozdrav še z moje strani. Jaz vam bom pa malo bolj praktično prikazal platformo Security Scorecard, ne. Kot smo omenili, jo lahko uporabljamo za samo oceno, ne, ali pa za oceno naših zunanjih izvajalcev. S tem lahko sami pokažemo, kakšno oceno imamo, ne, in se pokažemo kot neko podjetje, ki skrbi za informacijsko varnost, nadziramo pa prek te platforme tudi druge, ne. Se pravi, platforma v bistvu že sama zbira, ne, zelo pomemben je digitalni odtis, se pravi IP naslovi, domenska imena podjetij, ne. Tukaj tudi sami lahko v bistvu dodamo še kakšne IP naslove, ki jih platforma mogoče ni sama zaznala, ali pa domenska imena, načeloma pa iz HUIS-a, DNSLUK-a pa iz RAIP-a pač iz certifikatov se te podatke v bistvu kar dobro dobijo, ne. Če imamo pa kakšna gesta omrežja, jih pa tudi lahko izločimo, da ne bi slabo vplival promet kakšnih gostov na našo oceno, ne. Zdaj, platforma
ocenjuje 10 kategorij. Za vsako kategorijo dobimo neko oceno, številčno in črkovno, in pa koliko je tudi vpliv na celotno skupno oceno. Pa si bomo po posameznih kategorijah pogledali, kaj točno platforma spremlja. Omrežna varnost je prva kategorija, tukaj so tudi običajno najslabši rezultati. Ne gre za to, kako dobro imate vi omrežje postavljeno, ampak v bistvu bolj, katere storitve izpostavljate internetu. In tukaj platforma detektira, če imate kakšne podatkovne baze, remote desktop connection, SSH, telnete in tako naprej izpostavljena, kar seveda ni dobra praksa in to vam takoj znižuje oceno. Ocene pa precej znižuje tudi uporaba starih TLS protokolov 1.0.1.1 in pa certifikati so tudi pod velikim nadzorom, se pravi, da so veljavni, da niso predolgo veljavni, da imajo revocation control. Zelo pomembno, da uporabljamo pač čim močnejše šifrirne algoritme. Se pravi, ta platforma že ta omrežni pogled hitro pokaže v podjetju, a je izključil TLS 1.0.1.1. Mimogrede TLS 1.2 je že skoraj polnoleten, se pravi, ni nobenega razloga, da bi uporabljali tako stare protokole. In nam da tukaj neko oceno, koliko podjetje skrbi za informacijsko varnost. Potem imamo tudi ugled našega naslovnega področja, se pravi, se naši IP ali pa IP dobavitelja, ki ga spremljamo, na kakšnih listah, spam listah, ali je zaznan nek promet z CNC strežniki ali z raznimi hosti, ki so znani, da če se na njih povezujemo, da nakazujejo, da imamo nek malware v omrežju, se pravi, spremlja se tudi poleg nekega skeniranja tudi nek promet na raznih sinkholih, tako da tudi ta podatek dobimo, kako so naši IP vidni v internetu. Poleg tega se spremlja tudi nameščanje popravkov, se pravi, če imamo neke spletne strežnike oziroma strežnike, ki pač sporočajo verzijo operacijskega sistema, verzijo spletnega strežnika, bomo tudi lepo dobili podatek, kjer varnostni popravki niso zakrpani, se pravi, pa tudi kadenco, se pravi, to pomeni, koliko hitro so bili ti popravki zakrpani. To tudi dajo neko informacijo o tem, koliko hitro neka organizacija izvaja varnostne popravke. Aplikacijska varnost ima tudi precej nekih kontrol. Tukaj, če imate kakšne aplikacije izpostavljene ali pa vam je nekdo naredil spletno stran, tudi lahko s tem preverite, koliko dobro so upoštevani varnostni mehanizmi. Tukaj tudi ugotavljamo, da velikokrat session cookie niso dobro nastavljeni, potem content security policy, da ni redirekcij na HTTPS, da kakšne strani delajo tudi še na HTTP-ju in tako naprej. Tukaj je v bistvu veliko stvari, ki se kontrolira in redko katera stran je čist dobro narejena. Tako da tukaj imate en dober pregled o tem, kako dobro je neka spletna aplikacija postavljena. Platforma nadzira tudi vaše avtoritativne DNS strežnike. Tukaj je predvsem pomemben Sender Policy Framework, da je ustrezno nastavljena, tukaj, da se kontrolira, kako dobro imamo v bistvu zaščito pri pošiljanju, se pravi anti-spoofing zaščita pri pošiljanju spletne pošte, da ne more kar kdorkoli v našem imenu pošiljati spletne pošte. Zdaj, to, kar je tudi Ivana že omenila, je zelo pomembno, se pravi, platforma tudi zbira vdore v neko organizacijo. Se pravi, ali so ti vdori zaznani na temnem spletu, ali je podjetje samo sporočilo, da se je zgodil vdor, ali pa ta informacija pride preko tretjih oseb. To je tudi zelo pomembno, da vidimo, koliko se nekih stvari v neki organizaciji dogaja. In pa tudi zbirajo se podatki, tukaj, ki so najdeni na internetu, v glavnem na dark webu, če so bile kakšne poverilnice objavljene iz naše domene. Zdaj, to je pomembno z dveh vidikov. Prva je ta, da če so neke poverilnice všle ven, je fino, da jih hitro zamenjamo gesla. Drugo pa to pomeni, da je v bistvu običajno, so v zadnjem času zelo razširjeni password stealerji in so gesla običajno pobrana iz spletnih brskalnikov. To tudi kaže, da je
nek računalnik verjetno okužen in je zelo dobro poiskati vira, ne, od kje je to prišlo. No. Tako da to je tudi zelo dobra informacija. Ne. Poleg tega tudi spremljati neke domene, ki so zelo podobne naši. Ne. Se pravi, v kakšni phishing kampanji bi napadalci lahko registrirali podobno domeno, kot je vaša, in s tem izvedli neko phishing kampanjo. Ne. Zdaj tukaj ali kakšen znak vrinejo v ime domene ali pa celo namenoma, ne, zamenjajo določen znak v smislu, da najpogostejši neke napake, ko tipkamo, ne, in pomotoma pridemo v bistvu na neko spletno stran. Ne. Tako da tudi take domene se tukaj spremljajo, ki so podobne vašim. Ne. Mi smo na primer za phishing kampanje, za interne teste na Telekomu registrirali domeno telekorn.si, ki je nauči zelo RPN-sta podobna meju, ne, in jo zelo hitro kdo spregleda. Ne. Tako da to, da bodo uporabniki to zelo natančno gledali, ne, vidimo v praksi, da ni, ne, platforma nas pa na to opozori, da je nekdo podobno domeno registriral in lahko pač nekako reagiramo. Ne. Platforma omogoča zelo natančna poročila, ne, se pravi za vsako od 10 kategorij, v bistvu za vsako ranljivost znotraj njih, ne, imamo zelo močna poročila in tudi predloge, kako neko napako, neko ranljivost odpraviti, ne. In je to zelo uporabno, da damo našim izvajalcem, da to neka navodila, kaj bi pa bilo za popraviti, in ko je ta napaka odpravljena, lahko v bistvu sprožimo na platformi preverjanje, ali je zdaj v redu ali še ni, in lahko v bistvu na ta način takoj vemo, ali je ranljivost odpravljena ali ni. Ne. Poleg tega lahko pa tudi dobimo obvestila, ne, se pravi, da ne čakamo nekih tedenskih reportov ali pa ko bomo šli na platformo. Je pa zelo pomembno, da ko se nam ocena zniža, ko je nek vdor zaznan, recimo, ko je neka ranljivost vidna na našem sistemu, ne, da v bistvu takoj dobimo obvestilo o tem. Ne. To je zelo uporabno, ne, da ne čakamo, ampak da takoj smo obveščeni, da se je pa nekaj zgodilo in lahko v bistvu takoj ukrepamo, ko je neka stvar zaznana. Ne. Za konec mogoče še zgodovinski pregled. Ne. Tukaj je recimo en graf, ne, ki prikazuje modra črta, kako je industrijsko povprečje, se pravi vsako podjetje se nekako kategorizira v neko industrijo, ne, in vidimo potem, kakšna je povprečna ocena v neki industriji in pa pač naša povprečna ocena. Ne. Tukaj spet lahko za vsako kategorijo vidimo, ne, kako se je časovno, ne, ta ocena spreminjala, in lahko s tem tudi dokazujemo, ne, nek trend, ne, da pač naša ocena ne pada, da se izboljšujemo in tako naprej. Je to tudi eno od dokazov, da redno skrbimo za stvari, ker tukaj treba vedeti, da prihajajo nova preverjanja, nova pravila, ki se gledajo, ne, in ta ocena v takem primeru malo niha navzdol, ne, ampak ko pride nekaj novega, neka nova ranljivost, ne, ki se preverja, jo pač poskušamo čim prej odpraviti. Ne. Tako da tudi točkovanje se malo spreminja s časom, ne, ampak je pomembno pač, da skrbimo, da nekako naša ocena je čim bolj konstantna, če smo v dobrem področju, oziroma da jo pač poskušamo čim prej izboljšati. Tako to bi bilo na hitro z moje strani glede tega security scorecarda. Super, hvala, Klemen. Se nam boš še kaj pokazal? Da nič nismo videli. Aha, a sem izključil kamero ali kako? Ja, so pa tukaj bolj slajde dobro videli. Aha, ok. Aha, v redu. Nič hudega. Evo, zdaj pa sem. Evo. Mogoče še bomo zdaj lahko še rezultate zadnjega vprašanja. Smo vmes. Ja, jaz mislim, da smo imeli malo težav z vprašalnikom, ni bilo očitno šlo skozi kot multi-choice, ne, v bistvu bi moglo biti vprašanje v Mentimetru zastavljeno in omogočati, da lahko izberete več opcij, in zaradi tega verjetno ni tudi ne toliko odgovorov. Zdaj deluje, super. Potem pa lahko zdaj poskusite še enkrat glasovati, vabljeni. Evo.
Ja, mogoče, če pokomentiram, sicer ne vidim čisto dobro zdaj tole, ampak majčkeno, da se- se mi zdi, da smo večinoma kar malo razporejeni, da je tista osnovna praksa, ki je bila, se mi zdi, že z leti dokaj uveljavljena, varnostni vprašalniki, da so med glavnimi metodami, ki se uporabljajo. Ja, sodeč po temu pa se tudi vse bolj ukvarjate s tehničnimi kontrolami dostopa, ker je tudi ena od zadev, ki je bila že do zdaj zahtevana in se zavedamo, da z njimi marsikaj lahko reguliramo oziroma varujemo, hkrati pa vemo, ja, da so lahko načini dostopa v naše omrežje še povsem drugi. Zaradi tega vidim, da se ukvarjate tudi z varnostnimi zahtevami v pogodbah, kar je pravzaprav nova zahteva, se mi zdi, za to področje, pa da jih večinoma do zdaj se še s tem nismo ukvarjali, se mi zdi, da se tudi te, kaj je potrebno zahtevati v pogodbah, zahteve še počasi uveljavljajo, da se to vedenje, bomo rekla, širi med zavezanci. Vsekakor je pa pomembno tudi to, ker rečemo, v bistvu sproti ne moremo delati varnostnih pregledov pri naših dobaviteljih vsako leto, oziroma jih ne moremo delati med letom, če ga naredimo enkrat letno, se lahko stanje v okolju pri našem dobavitelju vmes bistveno spreminja in zato je tudi pomembno, da imamo orodja, kot je recimo Security Scorecard, ki pa dejansko konstantno monitorira stanje v našem okolju in kaže sliko, tako kot je že Klemen zelo ilustrativno razložil, kako nas pravzaprav napadalci vidijo od zunaj, kako brez kakšnega velikega truda poskenirajo naše omrežje in dejansko ta ocena potem tudi kaže na to, koliko smo, bom rekla, upoštevali v vmesnem času higieno, koliko čistimo zadeve in koliko zmanjšujemo tako imenovano napadalno površino našega okolja. Alja, mogoče, če še jaz delim do konca tole mojo prezentacijo. Ja, kar. Ivi, če smem te dopolniti, Izvoli, seveda. pri temu Security Scorecardu, kar si omenila, pa se ti verjetno to še bolj veš, ker te zahtevki prihajajo tudi do tebe, tu dejansko vse več naših strank, se pravi, za katere smo mi dobavitelj, z njihove strani dobivamo vprašanja vezana na našo oceno, se pravi Security Scorecarda, tako da že tudi naši dobavitelji, bom rekel, pridno uporabljajo to orodje, ki so ga zgleda že prepoznali kot enega od orodij, ki jim lahko pri temu pregledu ali pa ocenjevanju koristi, predvsem v smislu nekih avtomatiziranih reportov, in potem do nas naslavljajo vprašanja in pa vezana, se pravi, na obvladovanje tveganj, kjer mogoče še nismo, bom rekel, na 100%. Ja, Se hvala, pa Boštjan. seveda trudimo, da smo pač čim bližje te 100-tici. Ja, res je. Hvala, Boštjan, za tole opozorilo. Tako kot je že Boštjan rekel, imamo kar nekaj dobaviteljev ali pa na drugačen način z nami povezanih organizacij, ki uporabljajo Security Scorecard in ga uporabljajo tudi v namene, da redno naslavljajo svoje dobavitelje in jih seznanjajo s tem, kakšna je njihova ocena na Security Scorecardu in jih hkrati pozovejo, da to oceno ustrezno izboljšajo. Hkrati pa seveda vse te ocene, ki jih sproti pridobivajo in pa predvsem spremembe, o katerih je govoril tudi Klemen, ustrezno naslavljajo v svojih internih procesih in ukrepih. In to je bila tudi ena od idej, da bi delili takšne dobre prakse naših dobaviteljev oziroma tudi naših strank, ki uporabljajo Security Scorecard, mogoče v katerem od naslednjih webinarjev. Že prej, ko smo gledali, pomembno je ne samo, kakšna je naša ocena, pomembno je oboje, se pravi, kakšna je naša ocena na Security Scorecard in kakšna je ocena naših dobaviteljev. Prvo, naša ocena, ker je nekako to tisti znak zanesljivosti in profesionalnosti in pokaže naše šibke točke, ki jih je potrebno, bomo rekli, poštimati, urediti še preden jih izkoristijo napadalci. Drugo je pa to,
da smo nenazadnje s tem skladni z zakonodajo, tako z NIS2 kot z DORA še bolj, ki pa oba zahtevata stalno spremljanje tveganj v dobavni verigi. Ker vidimo, da teh parametrov kar nekaj, dobivamo tudi že povpraševanja od tistih, ki uporabljajo Security Scorecard, da jim pomagamo pri tem, da izboljšajo svojo oceno varnostno na Security Scorecardu, ker je ogromno raznih najdb, ki jih je že prej Klemen pokazal, ki jih je potrebno nasloviti in reševati na specializiran, specialističen način, kjer rabimo posebne izkušnje, in jaz mislim, da ekipa, ki jo imamo na Telekomu, lahko ustrezno naslovi ta vprašanja in vam tudi pomaga pri izboljšanju varnostne ocene vašega podjetja. Tako da v vsakem primeru lahko pridobite pogled na svojo varnostno oceno brezplačno, če nas kontaktirate na tale e-mail kibernetska.varnost@telekom.si. Hkrati pa vam nudimo tudi možnost, da to oceno izboljšate, se pravi, da vam nudimo svetovanje in pomoč pri izboljšavi in odpravi teh varnostnih ranljivosti. Jaz mislim, da sem jaz s tem svoj del končala, da smo prišli k koncu. Če so mogoče še kakšno vprašanja, Alja, če ne, bi se pa zaenkrat zahvalila. Alja, ne slišimo te? Spet. Super, dajte pa. Izklapljam se, da ne slišite mojega dihanja. Imamo vprašanje, mogoče bi tudi zdaj odgovorili, glede na to, da smo že 1 uro naše poslušalce z vsemi vsebinami informirali, da odgovorimo na eno vprašanje. Sicer gospod David sprašuje: mi imamo IT podjetja, ki imajo dostop do virtualnih serverjev, dali smo jim uporabniška imena in gesla za VPN, samo to se lahko ukrade. Kako se lahko zagotovi večjo varnost z multifaktorsko avtentikacijo, ali je potreben PAM, oziroma kakšne so možnosti? A bi to lahko kdo pokomentiral? Klemen, bi mogoče ti en del? Ja, zdaj tukaj je več nekih tehnik, ki jih lahko imamo, ne, se pravi, Zero Trust koncept predvideva, da imamo v bistvu just in time dostopa, ne, se pravi, da nekemu zunanjemu izvajalcu dovolimo dostop samo takrat, ko ga zares potrebuje, ne. Lahko imamo tudi PAM rešitve, da on nekega gesla do nekega sistema, kamor se povezuje, niti ne ve, a ne. Zelo pomembno je pa to, da tudi snemamo te njegove dejavnosti, a ne. S tem še bolj na uporabnika, na zunanjega integratorja pač pritisnemo, da ve, da se zaveda, da zelo spremljamo, kaj on počne na naših sistemih, a ne. In lahko obstajajo sistemi, da lahko to v realnem času gledamo, sistemi imajo tudi detekcije anomalij, a ne, da sami zaznajo, da se nekaj čudnega dogaja, a ne. In je to zelo pomembno, a ne, da tudi mi spremljamo, kaj je nek zunanji izvajalec izvedel, ne. Je pa vedno dobra praksa je Zero Trust, ne, minimalni dostop, samo takrat, ko se ga potrebuje, samo do tam, do kjer se potrebuje, a ne. In pa fino je imeti poverilnice tudi mogoče za enkratno uporabo, a ne. Večfaktorska avtentikacija je pa seveda nujna, a ne, pri nekem VPN dostopu, brez tega pa seveda ne gre več, a ne. Ja, mogoče če še iz tega zakonodajnega vidika, dejansko je med zahtevami za ukrepe za zagotavljanje kibernetske varnosti tudi zagotavljanje sledljivosti dostopov, zagotavljanje sledljivosti privilegiranih dostopov, se pravi, PAM je ena od rešitev, ki je praktično skoraj neobhodna, ker z njo lahko sledimo, kaj se dogaja v našem okolju, predvsem na teh privilegiranih dostopih, tako da je PAM potrebna rešitev za skladnost z ZINF. Okej, hvala obema. In hvala našim predavateljem za jasne in konkretne vpoglede, vam pa za aktivno sodelovanje in potrpežljivost pri naših anketnih vprašanjih. Današnje sporočilo je preprosto: varnost dobavne verige ni več izbira, temveč odgovornost vsakega podjetja.
Hvala, ker ste bili danes z nami. Želimo vam varno poslovanje in čim manj nepredvidenih presenečenj v vaši dobavni verigi. Nasvidenje. Vse najbolje. Hvala vsem.